Mislim, moramo, da bi ta stvar zdaj tukaj sploh funkcionirala, moramo doseči najprej en konsens, da vsi vemo, kdo je Ervin Hladnik Milharčič, da niso potrebni tukaj dolgi protokolarni uvodi in tako naprej, za voljo same protokolarnosti. Jaz bi dal samo en primer, ki je tudi oseben in ki kaže na to, kaj je pravzaprav Ervin v mojih očeh. Tudi kot novinarski kolega, ampak tudi kot nek zgled, ne samo pač razmišljajoč človek, visoko intelektualen in inteligenten in tako naprej široki javnosti. Skromen ni, zato se izogibamo nekemu širšemu uvodu. Ampak to, kar je on meni v mojih očeh, je to, da je pač to človek, ki ima neverjetno širino, in v tej širini se ne izgubi, ampak najde zadane neko bistvo. In bi spomnil tukaj na leto 2015, ko je državno tožilstvo preganjalo 4 novinarke in novinarje, ne po naročilu Sove, ampak po predlogu Sove. In to sta bila Dnevnikova novinarja Peter Lovšin in Meta Roglič, takrat še, novinarka Dela Anuška Delić, pa jaz, ki sem bil takrat na RTV-ju. In v glavnem smo mi bili tarče državnega pregona zaradi tega, ker smo se ukvarjali s Sovo, razkrili neke dokumente in tako naprej, oziroma poročali o delovanju same Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. In to so bili seveda napadi, ki smo jih mi resno obravnavali, mi kot celoten novinarski ceh, ker nam je po takrat veljavni zakonodaji res grozilo do 3 leta zapora, ne glede na to, kaj smo si mi omislili seveda o tem. Mediji so na to odreagirali, ampak za moj pojme je, mislim, da Ervin Hladnik Milharčič napisal daleč najboljšo analizo v kolumni, ki je nosila naslov Proces proti četverici. S čimer je takoj seveda povlekel to primerjavo z JBTZ in ta fantastična kolumna, še vedno dostopna na spletu seveda, se začne z njegovim velikim komplimentom pravni državi Republike Slovenije, namreč takrat, toliko in toliko let nazaj, se je preganjalo 4 moške, tukaj se je preganjalo 2 ženski, 2 moška, tako da je bila vsaj neka kvota, ne kvota, ampak spolna enakopravnost dosežena. Nadalje on pove, da pač enostavno ne razume, v čemu je problem, zakaj se preganja zdaj tukaj 4 novinarje. Namreč, naloga, in to je absolutno res, varnostnih in tajnih služb in tako naprej in pripadajočih aparatov je ta, da skrivajo svoje nečednosti, da skrivajo svoje tajne dokumente. In zapisuje prav tako, da mi novinarji moramo pa te stvari nekako pripeljati pod luč javnosti. Mi ne znamo vdirati v sefe, ne znamo vlamljati v pisarne, dodal si tudi to, da se nam to roko na srce niti ne da. Imamo svoje metode. In zakaj se zdaj preganja ljudi, ki so opravili svojo službo, ne pa ljudi seveda, ki svoje službe niso opravili, niso bili sposobni skriti svojih dokumentov. Zaključuje pa to kolumno z nečim, kar smo pač tudi drugi novinarji, kolegi in kolegice s Heleno, prijateljico in kolegico, smo se tudi o tem pogovarjali. Zadnja 2 stavka v tej kolumni sta bila, jaz četverico osebno poznam, to so pametni ljudje, ki vedo, kaj delajo. In kljub vsem tem napadom, ki smo jih mi doživljali, je pač ta 2 stavka sta res takrat veliko pomenila. Jaz imam to kolumno doma, jo velikokrat še vzamem v roke, zaradi tega, ker je zgled, in to je bila ta stvar, ki sem jo hotel prej reči, ker to je zgled, ki ga je on meni takrat zelo jasno dal, da mi pač drugega ščitimo in drugega branimo in tako naprej in se oglasimo drug za drugega. Omenjam to zdaj ne samo njemu na čast ali v zadovoljstvo vseh nas, ampak zaradi tega, ker je to tudi potrebno pač v današnjih časih morda izpostaviti. Midva ne veva, o čem bova pravzaprav, ki danes razglabljala, veva, kje bo začela, to naj bo že odpeljalo. Ampak ne vem, če ste si hotel nekaj dodati. Ne, jaz vem, o čem. No, ja, ok. Zdaj sem ti povedal, o čem.
Ne, včeraj smo imeli neko debato. Včeraj sem mi dal direktive, kaj smemo, kaj ne smemo. Do tukaj lahko gremo, to so meje, jaz sem nekaj držal. Absolutno, tudi ta moj simbol, ki pa je zmoti neko publiko, ki nas gleda prek spleta, ne, kar sem bil zelo opozorjen, ne, tudi ni, ima tudi to neke meje, nekaj tle manjka, tako da politično nismo tam, ali smo pač. Ne. Ste prebrali njegovo današnjo zadnjo kolumno, ne? To mi je všeč pri Ervinu, ki tudi predlaga neke rešitve. Ne? Zdaj, Slovenija je majhna, če gledamo celotno človeštvo, človeštvo je v krizi, velik del tega človeštva gre čez Slovenijo nekam drugam, ne? Redko kdo se sploh le ustavi, v glavnem so cilji nekje na zahodu. Ne? Ja, ampak tranzitna država smo v številnih pogledih, da rečemo tako. Ne? Tvoja rešitev celotne zagate je, ali pač, če to sploh imenujemo zagata, ne, je ta, da tudi mi se vrnemo tja, odkoder smo mi prišli. No pa, če kar pojasnimo, da tle začnemo debato, če lahko kaj več poveš za tiste, ki morda niso brali ali zaznali še kolumne. Veš kaj, včasih, jaz, ko se znajdem v težkih, ko moram pisati o težkih eksistenčnih dilemah, jih razrešim v dialogu z Borisom Dežulovičem. Nekako, on je vektor resnice. Ne? In veš, če se ti spomniš tam pred letom 2004, Slovenija je bila takrat kot ladja, ki gre kam? V Evropo. Ne? Mi smo bili na poti v Evropo. Ne? Šli smo v Evropo. Ne? Nisi mogel stavka naleteti, da ne bi bila Evropa, te standardi v tretje, karkoli. In ampak podoba je bila tako, kako se mi fizično premikamo v neko Evropo, ki je tam. Zdaj, meni je ta podoba zelo všeč, zato ker se spomnim Evrope, ki smo takrat sanjali. Ne? A veš, to je bilo dobesedno odkoš, ko rečejo Arabci, ki te ne vprašajo, kakšen načrt imaš ti v tvojem življenju. Rečejo, kaj so tvoje sanje? Naše sanje je bila Evropa. In smo si jo predstavljali, tako veš, kot neki, ne vsak po svoje, ampak v lepih barvah. Ne? To, kar je bilo pa zares privlačno ljudem, ki so politično razmišljali, ne? Je bila ta ideja, da tam je nek korpus prava, ki komuniter, ne, se reče, in da to je garancija, da enkrat, ko tja pridemo, nikoli več ne bomo živeli pod noro vlado. A veš, to, enkrat, ko smo v Evropi, norci ne smejo vladati. Okay? Ne, to smo verjeli, pazi, a veš, človek, mislim, najlepši so trenutki, ko ugotoviš, da si bedak. Meni, a veš, to so dragoceni trenutki, ne? Vidi razsvetljenje. Kako si lahko, ne? Ampak ja, jaz sem verjel, da gremo v EU, vse drugo me ni zanimalo. Ne? Mene je zanimalo to, imam garancijo, pravna država, tam so neki zakoni, tam piše, kako se dela, če ne delaš tako, greš v zapor. Jaz zdaj imam privatni seznam ljudi, ki bi jih rad tam videl, ampak ne bom imeno menil. Ampak to so bile naše sanje. Ne? Pazi, to so iste sanje, ki jih zdaj sanja teh 200,000 Afganistancev, ne? Pa pač nekih 100 milijonov naših sosedov, ne? Iz neposredne bližine Evrope, ki še vedno vidijo Evropo kot to, veš, kot nekaj, kar garantira pravice, reči, ki jih sicer mi vzhodnjaki poznamo samo iz literature. Ne? In svobodo. Za svobodo se sliši, ne vem, pod svobodnim soncem, ja, okej, več ne. In oni delijo te naše sanje. Ne? Vsi sanjamo, mi ne več, ne? Ampak oni sanjajo to, kar smo mi sanjali leta 2004. Ne? In pol smo se nekako soočili s to resničnostjo, da mi nismo prišli nikamor, te pa zdaj hodijo čez nas. Ne? In sem se razmišljal, kako to rešiti pravzaprav. Ne? A veš kaj,
Zadnjič je Uroš Škeren Kramberger, ne, v Mariboru intervjuval eno Afganistanko, ki so Američani najprej pripeljali v Madrid. Tam so potem naredili loterijo in 19 njih je zmagalo, da gre v Slovenijo. Ne? In ona je končala v Mariboru. In sem jaz razmišljal, zdaj hodila na 2 fakulteti, eno afganistansko, eno ameriško, se ukvarjala s človekovimi pravicami in zdaj živi v Mariboru. En mesec. Uroš pravi, da se mu zdi, da je bil v manjši stiski. In mislim, jaz jo razumem. Jaz se tudi tako pogosto počutam. Ne vem več, kako to razrešiti. Imaš to, smo šli to pot proti Evropi, smo se ustavili v Novi Gorici. Dlje ni šlo v resnici, nikoli nismo prišli čez, niti do Reštela. In potem nekako slišim tu pa tam stavek, ki mi je zelo ljub, ker sem tudi sam domoljub, naj grejo, odkud so prišli. Jaz vem, da ne bojo. Nikoli ne bojo šli, odkud so prišli. Ma si ti razgaš na avione, kar češ. No way. Prišli bojo nazaj, sem. In ne bomo se znebili tega nelagodja, a veš, da Evropa ne maramo. Več. Zato, ker je izdala naše sanje. Česa drugega pa ni, hkrati pa imaš ta nenehni tok čez nas, vse kamione, čudne pa. In sem najdel odgovor, da edina rešitev je da gremo odkudar smo prišli. To, da mi naredimo to, kar drugim svetujemo, mi kot vsi vemo, smo v 16. stoletju smo prišli iz Karpatov, moj predlog je, da gremo nazaj tja. Zdaj, seveda, politične sentence rabijo logiko. Da boš reči, pejmo iz Karpate. Kaj pa je tam? Jaz vem, kaj je tam, kaj si tam bil. Jaz se vozil, sem pa je povsod. Veš, malo frustracija je, ker je najvišji hrib, tam je tam neki Garčečanski štit neki, Mislim, 2650 metrov, 200 metrov manj kot Triglav, je najvišji hrib na Karpatih, Tako da nekaj izgubimo, Kaj pa pridobimo? Zdaj na to veš, da ne moreš ti pričakovati, da te bo Italijan razumel, ali boš ti razumel njega, to se naučil jezik, Ne gre, dobro razumel, tudi v Franciji, daj. A veš, vpraši, kaj je Čović, se piše, pisatelj bosanski, ki zdaj objavlja Čolić, ki objavlja romane v Franciji, Je prišel pa človek, ki je izdal knjige v Bosni, pol je bil begunc, je prišel v begunsko taborišče v Lyon. In so ga dali na tečaj za francoščine za analfabete. A veš, kaj je bil skrb? Zbežiš iz Bosne in se znaš Senegalci, Nigerijci, Iračani, v nekem centru za begunce. In je on pol ženski, ki je pisala papirje, je rekel, oprostite, jaz sem pisatelj. I am writer. Francozim govoriš, I am writer. Ne morem misliti tečaj za analfabete. Pa ona pogleda, pravi, tukaj si. To je izkušnja, ko vidiš, ne razumejo tvoje veličine, to boli. Če greš za Karpate, boš rekel, nas tam razumejo. Ukrajina je prevelika, da bi nas razumela. Ampak, veš kaj imaš? Imaš prelepo deželico. Se tiče Pridnjestrska republika. Oni bi morali biti del Moldove, za katero itak Romuni mislijo, da je Romunija. Ampak, veš kaj, mi smo vsi isti, vsak ima nekaj svoje. Ampak kar je Pridnjestrska republika naredila, ne, mi nismo Ukrajina, mi nismo Moldova. Kaj so naredili? 2. september 1990, 2 meseca pred našim referendumom, so razglasili samostojnost. To so ljudje, ki nas razumejo. Če boš ti zdaj, veš kaj to so teh 30 let samostojnosti, pa 10 nivo, tega nihče ne razume, nihče noče slišati. Daj ti pojasnim, tujcu se ti smejejo, da že kakšna vojna, kaj o čem tumbaš?
daj to razlagati, veš, ko imaš te ruske kape, vojaške, ki zgledijo po letališča, ne? Vsi govorijo rusko, tam je Dnjester reka, prelepa, ne? No, tam so ljudje, ki vejo, o čem govoriš, ne? Se ti ni treba predstavljati, ne? Ki vejo, kaj pomeni samostojnost, skratka, in jaz mislim, da to jaz ponujam pač kot rešitev, ne? Pejmo ljudem, da nas razumejo, ne moramo siliti tja, kjer nas ne, ker drugač biti tukaj povzroča nelagodje, ne? Zdaj, jaz ne rešujem sveta, jaz pišem. Moram reči, ne, da za pisanje tekstov je ta situacija idealna. Ne, mislim, in položaj geografski in političen, ne, Banja. Veš, mislim, Boro Dežulović, moj prijatelj, ne, crkuje od nevoščljivosti, pazi. V Splitu, ne, piše pa samo o Sloveniji. Kaj je bil srečen, odkar bo je umrl Tuđman, ki ga je zbiran dal na prvo stran Ferala, ne. Zdaj je srečen, veš, ki ve, o čem piše, razume našo bolečino, ne, se identificira in je krasen pisec, ne. In je, to je preko trenutek, ko, zdajte se, to je zame izhodiščna točka, ne, za nas, ki resno jemljamo svet, ne, in se delamo norca iz njega, je to dober trenutek, ne. To res ni slabo, ne, inspiracije je ogromno, ne, zato moramo iskati pač tudi ta humor vsemu skupaj, ima, da je to res težko. Veš, kaj pridejo pa ta spoznanja, samo za intermezzo, ne govorimo o novicah, ampak govorimo o spoznanjih, ki pridejo iz teh novic, ne. Zbudim se zjutraj in najprej vzamem telefon, pogledam novice, seveda tuje, ker nimam želodca, preden spijem prvo kavo, da bi gledal slovenske novice, pa vem, da se nič ne zgodi čez noč, ampak vseeno, ne. In vidim, da Juliana Assangea zdaj hočejo pač deportirati v Avstralijo, Avstralci bi ga tudi radi imeli, ne. In pol pride to zavedanje, fakt, živimo v svetu, ne, v katerem Assangea, najbolj znanega žvižgača, ne, hoče se stepsti, kdo bi ga zaprl, ne, za čim dlje časa, ne. Mark Zuckerberg je pa ob vseh aferah in razkritih nedotakljiv, pravzaprav, pusti na prostosti, ampak nedotakljiv, ne. Naslednja stvar mi je bila malo bolj všeč, ne, ker sem videl, da pravzaprav Zahod zdaj vseeno se nam približuje bolj, kakor pa mi Zahodu, nad katerim se strinjam, smo obupali v veliki meri, ker gledamo na nek način zaton pač tega Zahoda, ne. Pazi, kaj se dogaja zdaj med Francijo pa... Mi gledamo zaton vzhoda, sorry. Kako zdaj mi gledamo zaton vzhoda? Vzhod se je že potopil. Razen, če govorimo o Kitajski. To je šele začetek veličastne poti. Ampak vzhod je... Ne ocenjuj potencijalov. Ampak čakaj, vzhod je velik. Kateri del vzhoda? Od Ljubljane do Varšave, če gremo do Vladivostoka, če greš na vzhod. Ta del, ne, še ni izrazil, prosti, lej, še ni izrazil nič od potencijala, ki ga ima. Del sem vabljen na nek pogovor, klicali so me iz nizozemske ambasade. Če pa ti vidiš, kaj se dogaja v Bosni? Ne, sem ti pravi, kar se potencijala. A vidiš, kaj se dogaja med Srbijo in Kosovo? Si opazil, kako so Azerbejdžanci skinili Gorski Karabah z naše agende v 2 tednih, ne? To je bila naša agenda. Gorski Karabah? Ja, tam je bil spopad civilizacije, Armenci so kristijani, Azerbejdžanci so muslimani, si pozabil. Ne, to že, ampak... Mislim, to je bilo, to je bil spor tisočletja, ne? Pred 30 leti niso pisali ničemer drugega o tem, ne? Ampak pa spopad med hrščanstvom in islamom, ne, ja, seveda, od tega mi živimo, daj, ne se šaliti, ne? No, od tega dobro profitirajo. Ampak pazi, ne mislim, da je tam kaj rešeno, ne? A veš, tam, ko Armenci so narobe računali, so mislili, da jih bo Putin potegnil ven. Armenci so malo provocirali, ne? Tako hudo, par vasi so požgali, nič hudo, ne? In so računali, da če prije do vojne, bo Putin interveniral zato, ker so kristjani, ne? Niso računali na to, da Putin ima 20 milijonov muslimanov doma in da si ne more privoščiti verske vojne.
Poleg tega naredil kalkulacijo gospodarsko, ekonomsko, kaj dobijo od Azerbajdžana in kaj dobijo od Armenije. Ne? Armenija je pravzaprav, ko menjaš spopad civilizacije, ne? Armenija je zdaj pod pokroviteljstvom Irana. Zdaj je Iran uletel, da bo ščitil Armenijo, zaradi tega, ker Azerbajdžan v Kaspijskem morju provocira s turškimi ladjami, z nekimi vojaškimi vajami. To je zelo zanimiva stvar, ker pazi, medva so bila v Iranu, v armenski četrti v Isfahanu. Ne? Tako da ta situacija Iran-Armenija ni tako, da bi bila prav odrinjena vsaka na svoj breg reke. Ja, oni se to razumejo. Jaz sem samo protestiral proti temu, da smo se mi že potopili. Laka gremo tlja. Ki si omenil najno izkušnjo v Iranu, če dovoliš. Lahko, seveda. Jaz rad povedal, kaj je najin pogled na svet, kjer se najdeva. Ne? In po naključju sva se midva našla v Isfahanu, v Iranu, da sva potovala po Iranu z enim krdelom izjemno simpatičnih fundamentalistov. In smo si delili hotelske sobe in kadili, zmešani noter in razreševali probleme sveta. Ne? In tudi smo prišli cel teden. Smo bili res prijateljsko vzdušje. Smo bili med najlepšimi dnevi v mojem življenju. Izjemno, da. Ja. Bo prišel petek, ne? V Isfahanu. Petek, ko se zaprejo trgovine. In tam, koliko je bilo, 5-6 najnih prijateljev, ne, ki so tako dali roke, pa so rekli, danes pa ne bo, ker danes je džuma, je petek, mi gremo molit. Ne. In to je bilo izrečeno v tem tonu, dobro, tako tle, pač brez verca se lepo pogovarjati z vama, ne, ampak mi vidimo luč, mi gremo zdaj molit v najlepših mošej na svetu. Isfahan, ki ima absolutno najlepši trg na svetu, je naredil Tamerlan in Mešejo, ki zgleda kot dragulj. In zdaj midva so bila tam tako, kako midva, in potem sem jaz rekel, ok, vso srečo, midva greva pa moliti v armensko katedralo. Oziroma jaz sem rekel, jaz grem pa moliti v armensko katedralo, ker sem mislil, da vam predvirc. In kaj reče? Jaz tudi. In greva v armensko četrt, iščeva katedralo. In na poti katedrali nas ustavi ena punca na cesti, ki nama da nek listek v roke in reče, da njen brat bo imel premiero gledališke predstave, tlej za vogalom, v gledališču v Kleti, nekaj podobna reč kot to. In če prideva. In so rekla, ja, prideva. In nama je dala listek. Kdaj da bo in kje da je. In gremo naprej proti katedrali. In potem se pogovarjava tako, kaj to je, Bog ved, kaj bo. In potem sva oba ugotovila, da sva dala temu dekletu zavezo. Rekla sva, da prideva. Zdaj pa ne morava tle biti v tujem mestu in da potem ne greva. Zdaj sva rekla, se bo morija, ampak pejva. Če bova razumela, bova šla. No, in sva šla v katedralo, zdaj nisva mogla moliti, ker so katedralo pretvorili v muzej. Imam fotografije, kako kolega tle, ki ima rad te zvezde čudne, ne, gleda v svete knjige. Za sanjo. Ja, ta prav izraz. In potem, ko je bilo konc tega, sva šla tam v nek bar in sva pila sadne sokove. Ne. In takrat je prišla ura in sva šla malo tako, pa pejva še pogledati to. Ne. In sva šla vedno tak prostor, je bil z manj monumentalnim vhodom, ne, ampak tako. Tam je predstava, smo stopili noter. Bilo je fantastično. Ne? Zares, ko rekel, bil je oder, imel dva dela. Na prvo nadstropje in drugo nadstropje spodaj. Spodaj je bil pekel, gore je bila zemlja. In na vrhu so ljudje hodili se pogovarjati z ljudmi, ko so bili peklo. Mislim, nisva razumela jezika, nisva razumela nič, ampak to je bilo eno teh izkušenj, kjer vidiš, skratka, v tisti dvorani nihče ni verjel v Boga razen mene. Mislim, tam laična kultura. V Iranu, ko pričakuješ. Predstava je bila narejena brezhibno, ne, in nisi rabil jezika, si pač preprosto bil noter v prostoru. Ne. Tam je bilo konc predstave, to se tako, so bila zaradi zadovoljna, ne, da smo pač videla
izjemnega, ker nam je še dalo to, kar itak človek verjame, ne, da Iran ima čudno oblast in normalno družbo, da ljudje taki pa ni, ne, ni razlik. Ne. Skratka, ta sicer prirodni rasizem, da bomo mi njih učili svobode in demokracije, ne, sploh ni, zato ker pač tam črpaš modrost iz neke kulture, ki je tako enakovredna tvoje. Ne. No, ampak potem greva ven in ugotoviva, da sva, oziroma to sem jaz bolj ugotavljal, da on je plašen pri teh temah, se rekel, veš, midva smo pa dobra kristjana, ne. Prideva v Isfahan, iščeva katedralo in končava v teatru, ne. Lahko sva ponosni same nas in midva veva, kako se svet obrača, tako da se danes tukaj lahko prijateljsko pogovarjala kot dva kristjana, ki sta iskala luč v Isfahanu, v armenski katedrali. Toliko, da bo jasno, da na nekih vrednotah ta pogovor temelji. Absolutno, tudi na spominu, ki je sledil pol, ko sva prišla nazaj do hotela, oziroma tam smo bili ne vem, kje že nameščeni, ne? V hotelu. V hotelu smo bili, ja. Sveda, ja. Ni bilo. Ne veš, da se ga sploh ne spomnim, ta Teheran je bil čudovit. No, dobro, ja, to vez, ampak aparatčiki režima, ne, so bili pa res ono, wow, to je težko pisati, ne, ni težko pisati, to je ko ono, a veš, ko ti otrok pride sredi noči domov, ne, in si odleže ti, da je prišel, hkrati si pa absolutno jezen na otroka, ne. Mislim, jaz nimam otrok, jaz sem bil ta otrok, ne, tako da govorim bolj iz druge perspektive zdaj, ampak tako nekako so naj ugledali, ne bi naj zadavili, ampak jih pa tudi nisva slišala, ali pa sva preslišala vse, kar so nama govorili, ker je bil tak blažen dan, da enostavno, lepo, da si delal ta spomen. Jaz mislim, da to ta ideja, da je vzhod potopljen, ne, to je traparija. Povsod, v vsaki vukojebini v Uzbekistanu, v takih prostorih, kot je tam, sedijo ljudje in poskušajo razumeti svet, kot je ne živijo. In imajo nad sabo, diktatorji, ki so ta pravi diktatorji, ki so tam po 20 let na oblasti, ne? Ki so že vse pobrali, kar se pobrati da, ker imajo zlate rudnike in naftne vrece in kar pač tam je podzemlja vse vrgam, povsod imaš in rezistenco, ki ni samo intelektualna, ki ni samo, temelji samo na pisanju, pisati zna vsaka mona v resnici, ne? Ampak temelji na tem pogumu združevanja, ne, skupne izkušnje, iskanja jezika, upora, ki bi imel smisel, ne, ki ne obupava, to mene znova navduši, če se spomnim na Isfahan, ne. Veš, da si bil v dvorani z ljudmi, ki si vedel, ti ljudje so od hudiča, ne, ti ne popustijo, a veš, tisto mislim, ono, ki pride ajatola pred njega, mu reče, ne. Ne, pazi, se spomniš, v petkih je... Pazi, to sem to, če dovoliš, to je moj svet. Ja. Meni je tam, jaz tam doma. Ne, daleč od tega, to ni potopljeno. Ne, daleč od tega, da bi bilo to potopljeno. Ne, se je pravzaprav vračanje nazaj na ta območja, ne, je absolutno fantastično. To so ti deli sveta, pravzaprav pa jaz ne vem, zdaj se to velja najbrž marsikje ali pa povsod, ne, ko samo prvič prideš kot turist, če že, ne, ali pa kot popotnik, recimo, potem se vedno vračaš domov, ne, k nekim izkušnjam, k nekim prijateljom, pravzaprav, ki te posvojijo. In mi najdemo te ljudi, oziroma ti ljudje najdejo tebe, ne. Ampak ta predstava, to je bilo nekaj, kar režim absolutno ne bi odobraval, ne. To mislim, da ne vem, če je bilo to v skladu z verskimi smernicami šeriatskega prava, da je to, ne. In to, da je bilo to v petek narejeno, ima dvojno vrednost, seveda, ne. To absolutno. Se spomniš, kaj sva tudi videla na poti do ali te katedrale, ali pa pol, ko smo šla do teatra, ne, na motorjih, imenujejo se Besiči, ne. Basta Homejni. Kako? Basta Homejni. Ja, pa ta ekipa, veš, ko so oblečeni lih tako kot... straži so to. Točno, ampak mučeniki v osnovi, ne, oblečeni lih tako kot islamska država, v črno, s svojimi zastavami na motorjih, ki ob petkih preverjajo, če sta fant in punca na cesti, ne rabi se nihče držati za roke, ampak ne smeta biti tam, če nista v sorodu in tako naprej. To so neke tolpe, ki imajo dovoljenje, da pridejo in te legitimirajo, kakor bi pri nas
ena politična opcija trenutno na oblasti rada videla, da bi neke take domoljubne straže tu pa tam patrulirale. Seveda začne se to ob neki meji z žico, se pa to prenese tudi drugam. Te ideje so bile pri nas izražene, ne? Da bi se upoklicalo ljudi v neke častne straže, ali kakorkoli so to že poimenovali, ne? Ki bi ob izrednih razmerah patrulirali. Ne? Tako da nismo toliko daleč stran od nekih teh scenarijev. Ne? Ja, sem pati, veš kaj to, če hočeš riniti v klinično depresijo, ne? Pa kjer bomo šli vam? Skratka, rini, ne? Mene to ne zanima preveč, ne? Drugače pa lahko eno psihiatrnjo priporočilo. V redu, 14 dnevi, ne? A veš, to, na kar je treba pogledati, no ne gre pozabiti, ne? Je na oblike rezistence. Mislim, a veš, zdaj smo v stiski, ne? Mislim, realno, ne? Se lahko identificiramo z ljudmi, ki so v podobni stiski že dlje časa, ne? Veš, jaz sem nadaleč pisal o eni Anastasiji, ki je tam za Uralom, v nekem izgubljenem industrijskem mestu, ne? Je organizirala demonstracije proti gradnji sežigalnice odpadkov, ne, v neki bivši tovarni jedrskih bomb. Tukaj 21 let ima, ne. In je organizirala neke proteste, pazi, ekološke. A veš, kaj si se ekologi, ne, mir na zemlji, drevesa, čist zrak, ne. Mislim, ne moreš reči, da je to zelo nasilno, kar počnejo, ne. Razen Greenpeace-a, ne. Dobro, imaš različne skupine, različne metode. Ampak generalno, če gledaš ekološke proteste, ne, na koncu ni ravno, da lahko pišeš, da ti si bal za svoje življenje, ne, na ulici. Okay. No, to je organizirala. Je prišla politična policija, so jo odpeljali na zaslišanje, jo obtožili, ne, in potem so jo spustili, že kao povojno, to so ji dali vedeti, da bo šlo. In potem še enkrat organizirala in potem so jo zapred dali sodišče in je končala tako, kako končaš za uradi, ne? Te poje noč, ne? Ampak ni popustila, ne? A veš, tam še vedno imaš ljudje, ki zdaj se borijo za njene pravice, ne? In skratka, in hkrati ohranjajo to, da ni v redu imeti sežigalnico odpadkov sredi naseljenega kraja, ne, kjer živi pol milijona prebivalcev, kjer je že itak bila tovarna atomskih bomb. Ne? In sem jaz se pol vpraševal, zakaj ena tako velika država, kot je Rusija, zapre 21 let staro dekle, ne? Zato, ker organizira ekološke demonstracije, mislim okoljske, ne? Za zaščito nečesa, kaj je popolnoma logično, človeška življenja. Ne? In pa sem klical enega v Moskvo, enega znanca, ki je analitik. Ja, vprašal, zakaj, ne? In je rekel, ja, so malo nervozni, ne? Zato, ker so izgubili mlado generacijo. Veš, je rekel, in pač najmlajši volivci niso, se jih ne da prepričati, vejo, da to ni njihov svet, ne? Državi vladajo neki bogati starci, ne? In oni pač ne bojo glasovali za koga drugega, ne za njih. In pač reakcija je tako brutalna, če se spomniš slike iz protestov, so bili lani, še lani so bili v Rusiji, si imel val protestov zaradi Navalnega pa to, ne? So bili prizori isti, ko so bili tisto sredo, ko se je policija zabavala po ljubljanskih ulicah, ne? A veš, solzivc, pa top, pa bojte se, ne veš, kaj cirkus, kaj ga dela. Popolne trparije, veš, se oblečejo, tako, kad je vsak dan Halloween, ne? In pač po ulicah strašijo, ne? Dejte se bat, ne? Pa daj, tega na Rusih ne deluje več to. Mislim, Rus rabi 1000 let, da ga kapira, ne? Pa pri njih, preko se oni ne deluje. Ampak vedno znova se poskusi, ne? Ampak je povsod, ne skratka, ampak tam, kaj narediš s tem?
zgubiš ljudi, ki so prihodnost tvojega naroda, da ga kar tako naprej opletaš z njim okrog. Ne? Mislim, to znam tudi jaz, če hočem. Ne? Ampak je ta zguba, ne? To mora pa zares boleti. Ne? A veš, ko bi rekel, vsak diktator, ne, rad vidi, če mladi ljudje plešejo na stadionih v njegova čast. Ne? No, če mu obrnejo hrbet, to pa ni lepo, je slab občutek. Ne? In to se jim je zgodilo. In to se jim je zgodilo na Madžarskem, ne? Ker jaz tako pobožno hodim od leta 2010, sem že prej hodil tja, ampak leta 2010, ko je Orban zmagal, tako hodim redno na Madžarsko, imam prijatelje pač tam, ker so dali celo to Kalvarijo čez. Ne? Si videl ankete danes Martizaju oziroma tej opozicijski združenju opozicije, ne? Kaže dobro, očitno po teh anketah, zdaj, ne? Po tej anketi današnji premagajo Orbana naslednje leto, ne vem pa kdaj so volitve. Tako da zanimivo. Ne? Ja, veš kaj, tle treba dati Madžarom kompliment, ne? Pa ni lahko, ne? Veš, ob vsem tem, kar smo rekli, da so Madžari zadnje leta, so taki tako. Dobro, je težko reči, ne? Ono, Madžari, vi ste super, ne? Veš kaj so naredili, kar je res zanimivo, ne? Da namreč dolgo časa je izgledalo, kot da je, kako bi človek uljudno rekel, konservativna politična linija, ne? Da jo nič ne more zaustaviti, ampak ne samo to, da dejansko sploh ni boja. Ne? A veš, da desnica tam je in potem zmaga. Ne? Določi prostor in potem levica pa tam nekaj opleta s čemerkoli, pa že ima v rokah, pa se ne znajde. Ne? Je zbegano. To bilo res na Poljskem, na Češkem, na Slovaškem. Vsake dolgo časa pač se nekaj zgodi, sicer kar ti da upanje, pa potem uplahne. Ne? Dejansko je izgledalo, veš, še ko je bil Salvini v Italiji notranji minister, ne? Ko je izgledalo, da bo Le Penova predsednica, v Holandiji si imel Willensa, kaj že je, Wilders. Geert Wilders, ja. Ne? In je izgledalo, že to ne samo, da je nezaustavljivo, ampak sploh boja ni. No, kar so Madžari zdaj naredili, je, da bojo imeli boj. Letos aprila treba iti na Madžarsko gledati volitve, ne? Zato, ker zdaj bo Orban prvič je dobil nasprotnika, ki mu je enakovreden. So rabili 10 let. Ok, ne še več, 17. Ne? Ampak zdaj ga imajo. Ne? In boš lahko, še zdaj pa se lahko soočijo argumenti. Prej je bilo samo zjanje in iluzija, ne? Zdaj se pa pač lahko kaj zmenta. Ne? Pri tem, da Orban ima bistveno več moči, ne? Ampak to po moje, tako Jim Morrison je na enem koncertu, pa mislim, da je to na tej živi plošči Dorsov, ki tako lepo reče, ne? Da bo tudi časi Vietnamske vojne. In reče, ne vem, če vi veste, kdo so Dorsi. Neki prejšnji stoleti. Ampak tako reče, they got the guns, but we got the numbers. Ne? In to je, kadar imaš to situacijo, to je merjanje moči. Ne? A veš, no, ves represivni aparat države, ne? Celotna struktura, ki porablja politično moč za to, da redistribuira bogatstvo na svoje privatne račune, ne? In ljudje na drugi strani, ki nastopajo samo s svojim številom, ne? Ker drugih inštrumentov zares nimajo, da se jim pobrati mediji, taka politična organiziranost in vse ostalo. In to boš zdaj videl na Madžarskem, ne? Ampak kaj je lekcija? Ne? A veš, jaz sem, preden je postal popularen, sem intervjuval Petra Markizaja, ne? Ki je bil samo župan enega obrobnega mesta. Še vedno. Ja, ne znam niti imena izgovoriti, tako dolgo, v tem Madžari sem nemogoče. Tako dolgo ime je, mislim. Vmes je Varaš, spred je nek vrhunce, in se je jaz sem vpraševal, zakaj. Ne? Namreč, skaže se, iščeš opozicijo,
najdeš nekoga, ki se ti predstavi kot katolik s 7 otroki, nekdanji volivec Fidesa, skrajno konservativen, hodi k maši in njegova žena je babica. Skratka tak, ki pomaga rojevati otroke. Ne? Skratka, ima vse karte za to, da je podpredsednik vlade Orban. Ne? In je desničar, oziroma, desnica je zdaj že psovka, skoraj da je, rečemo temu, da je konservativ. Konservativci. Ja, ne? Tako kot smo mi naprednjaki. Ne? In vprašaj je, kaj? Ne? In potem se izkaže, da je človek nastopil, da je zmagal na volitvah v svojem mestu, kjer je Orban vedno dobil 60% glasov. Ja, zato, ker je vsa opozicija glasovala za njega, vseh 40%. Ampak je dobil tudi 30% desnih glasov s 3-4 preprostimi stavki. Nekaj je rekel, nimamo vlade, to ni vlada, ne? To je kriminalna organizacija, Orban je vodja kriminalne organizacije, ne pa predsednik vlade. Ne? Rekel mikrofon. Ne? In pač se rekel, dobro, kaj pa krščanski temelji? In je rekel, ja, jaz se vsako nedeljo hmačam, ampak grem tja zato, da si rešim dušo, ne pa zato, da poslušam politične govore, ki mi razlagajo, da zlo prihaja iz Bruslja. Kaj vem, da ne? In imaš ta paradoks, da je zdaj združena opozicija, ki ima približno našo podobno strukturo, skratka gre od nekakšnih liberalov do čez socialiste nekdanje in socialdemokrati se vseeno kakšne imena se nadene, gre do levice. Da so zbrali njega. Zakaj? Zato, ker itak vsi, ki ne marajo Orbana, bojo glasovali za. Eni bojo zatisnili nos, eni oči, kam bojo, tako bojo. Ampak računajo, da bo dobil glasove ljudi, ki so konservativni, ni jim pa všeč, če pod firmo konservativizma ropaš državo za potrebe privatnih kapitalistov. To pač ne gre. In če pač uporabljaš cerkev za politično propagando, bazično. In ko bi rekel, ne veš, da če že govoriš o krščanskih vrednotah, se tako celo midva, Avstrinja, ne laži, ne kradi, ne ubijaj, da s tem nimava težav kot z Božjimi zakoni. Ne prešuštvuj, nikoli ni bilo mišljeno kot zapoved, je bilo vedno zgolj priporočilo. Da bi bila to zapoved, je že malo. Ni, jaz mislim, da nekaj čez zgodovino, zato ni narobe, nekdo je prevedel. Svet Hieronim, tvoj sovraščan. Pa ne pozabimo, kdo nam to govori. Tako, jaz sem reagiral sam na to, češ Evropa se potaplja, mi smo pa že šli v Božjo mater. Ne, sam gled, pazi, mi smo ta scenarij politična dinamika, ni tako narejena. Mi smo ta scenarij videli v Sloveniji, to ni identičen, ampak Šarec, tudi pač cerkev in tako dalje, pač tudi človek, ki lahko pritegne te konservativne glasove, tudi iz nekega obrobnega mesta, ki ga znam izgovoriti, ampak ne vem katero, Kamnik. Bil enkrat tam, Isfahan lepši. Si zašel? Predavanje neko, Šarca ni bilo tam. Ampak je ta pisana koalicija se sesula, mi bi morali Madžare kaj posvariti. Ne, ne. Jaz mislim, da moramo mi biti ponosni na sebe. Pazi, mi smo 8 let, pazi, ti si imel v Slovenijo obkoljeno, Salvini, Janone, šef Casa Panda, a veš, da mi ni hotel dati intervju, se šel k njemu v Trstu, rekel, ne govorim s mainstream mediji. Pa se rekoma, daj. Ne govori s kom? Mainstream mediji. Ok. To je jezik, ti dobro razumeš, ne? Ampak je bil tam, je imel demonstracijo v Trstu, ne? V Pradamanu je imel Salvini, bilo 5000 ljudi, ne? Sem bil tam, recimo, no. Si imel Italijo, kjer je bil Salvini notranji minister in kraj. Imel si Kurca v Avstriji,
Orbán na Mađarskem in Kolindo, Kitarović, Grabar na Hrvaškem. Ne? Vse je bilo desno, črno kot noč. Ne? Mi smo 8 let se upirali temu. Pazi, a še z mokami, ja, s temi bizarnimi koalicijami, s temi, nisi vedel, kako stoji skupaj, ne? Ampak je 8 let zdržalo. Ne? To ni majhen uspeh, skratka normalnost, politična normalnost je možna tudi tukaj. Daj pa to je bilo pred 2 letoma, ni bilo pred 20 leti. Ne? Daj, na tem, pa ne bom rekel, da na tem temelji moj optimizem, ker ni, jaz tudi sklanjam glavo, ne? Ampak ni pa po moje razlogov za brezupno interpretacijo politične dinamike v vzhodni Evropi. Je bolj zapleteno, bolj kompleksno in dosti bolj zanimivo, kot zgleda na prvi pogled. Ne? Mislim, mene je vabil ambasador Nizozemske na nek pogovor, ne? Ker so bili tudi francoski pa nemški diplomati. To je bilo zdaj nedavno, ne? Zaradi pač teh mojih razkriti SDS pa neonacisti. Pa se mi tam pogovarjamo in jaz, what can we do? To je bilo pol vprašanje. Ne? To je neumno vprašanje na vseh nivojih. Ne? Oni so tebe vprašali. Ja. Je tako slabo. Zelo. Bolj si gledamo, na kaj vi zdaj lahko naredite. Ja, ne moramo se vtikati v vaše notranje zadeve, pa vi se vedno vtikate. Ti pa prosim v takem. Jaz sem prosil za sankcije proti tej državi. Naj bo to jutri v kateremkoli desničarskem mediju, ampak se mi zdi to kvalitetno, kar je bilo narejeno zoper Avstrijo leta 2000, ko je Haider s svojimi idejami prišel v tamkajšnjo vlado. In mi je žal, to je bila ta Evropa, v katero smo mi verjeli. Ja. A veš, da je Avstrija kot država, ki je zavila skrajno desno, dejansko dobila sankcije zaradi tega. To niso le gospodarske uničujoče sankcije, politične. Na koncu se je šlo za glasovanje v raznih institucijah Evrope, pravzaprav nič takega, skoraj da simbolično, ampak vseeno. In v bistvu to, kar sem jaz njim hotel da povedati, predvsem tem Nemcom, trem, ki so bili tam, da pač enostavno, zakaj vi pišete te tvite, ta vaša sporočila za javnost, kakšno breme vi čutite zaradi holokausta in tako, da boste vi vedno proti vsem oblikam nacifašizma v katerikoli družbi v sodobnem času. Pa sem rekel, dokdaj vi mislite pravzaprav to zgodbo furat, ker to minilo je 80 let. Kako ne pa jaz se recimo počutim, ko vem, vam je še vedno to težka zadrega, težko zgodovinsko breme, ampak glej, niste sami. Ne? Jaz sem tukaj predstavnik nekega naroda, pa ne kot predstavnik naroda, ampak del nekega naroda. Ne? Mi smo prišli 10 držav, vzhodnoslovanskih, jugovzhodnoslovanskih, srednjeevropskih držav, kakorkoli, leta 2004 v to vašo Evropsko unijo in glej, kaj vam zdaj delam. Kaj vam mi zdaj tle delamo? Mislim, zakaj se vi opravičujete za nekaj, kar je 80 let nazaj bilo, zakaj ne naslavljate probleme, ki so tukaj in zdaj, s pravimi besedami in, kot se reče, head on, torej naravnost, direktno. Razšli smo se brez kakršnega koli odgovora, nismo ga niti pravzaprav iskali, bolje šlo za nek blind date, zmenek na slepo, ampak mislim, da sem imel point, vprašanje je samo, če so ga razumeli. Mene je sam dejansko, kaj smo mi v to Evropo prinesli, do v bistvu danes, to se pa navezuje na ta potop. A ste vidite to, kar se zdaj dogaja med Francijo pa Veliko Britanijo zaradi Brexita, zdaj pač francoske ladje ovirajo britanske ribiške ladje in tako naprej. Skratka, v temule delu morja, ki se imenuje kanal. Oni so to sami poimenovali kanal. To ni zdaj velika geopolitična igra kot med Kitajsko in Ameriko, kdo bo nadziral koliko Pacifika, to je nek pas, ki se imenuje kanal, pod katerim je tunel, tako kratko je to. In oni delajo pravzaprav reprizo tega, kar smo mi delali v Piranskem zalivu skupaj s Hrvati. In ko ti to vidiš, to je bila res ta druga novica, ki pa me je malo dvignila po Julianu Assangeu, ker sem mislil, pa se valjda, da gre vse k vragu, zdaj se oni obnašajo tako kot mi, v tistih najbolj zavoljo humorja, bom rekel, smešnih in bizarnih časih. Ni bilo to toliko dolgo nazaj. Veš. Ja, ok, lepa. Od teh rečeh se mi zdi, da treba
precej disciplinirano misliti. Ne? Mislim, ja, od Isfahana do kanala je en svet. Ne? Znotraj njega je veliko mrež. Ne? Veš, mi imamo, hvala, kaj bom rekel, jaz imam včasih težave razumeti Francoze in Angleže, pa tudi Nemce, Italijane tudi. Ne? Pa bolj ali manj razen nemščine razumem njihove jezike. Ne? Namreč, oni imajo izkušnje v kolonializmu. Oni imajo izkušnje od tega, da grejo v svet in je svet njihov. Ne? Še vedno, ja, to je dejstvo. Mi tega nimamo. Ne? Edina izkušnja kolonializma, ki mi imamo, je Zoran Smiljanić naredil prelep strip o cesarju Maksimilijanu, ne, ki je šel v Mehiko in je tle po Sloveniji nabiral vojake. Ne? In zaradi njega se ta parkirišče v parkiriščnem centru kliče Meksiko, ne? Ker je bil tam hotel, kjer so se zbirali rekruti, ki so šli z Maksimilijanom v Mehiko delati imperij. Ne? Veš, in se kosti Slovencev se belijo, ne? V tam Querétaru, kjer so ustrelili Maksimilijana. Ne? Mi pa, a ste kdaj v šoli učili, da so Slovenci šli v Mehiko? Ne, mislim, Marsikaj so nam zamolčali. Ti v našem horizontu, kolonializem ni naša izkušnja, mi ga ne razumemo. Ne? Da ne razumemo ga kot ta entitlement. Veš, kaj pride Anglež v Irak, ki je doma. Ne bi bil z Anglež v Irak. Mislim, da se tam doma, to je bilo njihovo, je njihovo. Ne? Tako kot Francozi v Siriji. Albert Camus, eden največjih romanopiscev 20. stoletja, je bil poveljnik enote tam nekje v Libanonu. Ne? Mislim, naš, to je njihov, svet je njihov, naš pa ne. Ne? In tam, ko sanjamo Evropo, ne? Nam nekateri inštrumenti manjkajo. Ne? In sicer predvsem nam manjka to, da je to naše. Da je tega obrata, zato bežiš zmeram ali v Budimpešto ali v Varšavo ali nekam v Božjo mater k Slovanom, ki imajo široko dušo. Ne? In bo šlo hjobu, je vse narobe. Ne? In veš to, tle je zares, jaz mislim, da moraš prav neko drugo civilizacijo ustvariti, če se hočeš iz tega spacati. Ne pomagajo malenkosti. Jaz sem, ko je bil Drnovšek, pa ne bil že predsednik republike ali predsednik vlade. Sem bil dopisnik iz Amerike. Je prišel v New York na Združene narode, pa je nekaj razlagal, a več Slovenija je evropska, gor pa dol, ne? To, kar je bilo moderno pač nekaj. Da smo mi tak že tam, ne? To je bilo še pred procesom približevanja. In potem sem ga jaz vprašal tam na hodniku, sem ga vprašal, kaj je naše darilo Evropi. Ja, veš, Drnovšek je bil tak nervozen človek, ne? On se vlizil, kaj prešujete neumnosti, ne? Pa sem rekel, kaj bom formuliral politično, ne? Kakšen je prispevek Republike Slovenije k razvoju evropske ideje? In če ga gledal v zid, ne? Itak bi bolj močeč človek, ne? In pa je rekel, ja, mi smo bili najbolj razvita republika Jugoslavije. To bomo nesli nekak tja. Ok. Ne? Smo zgodba o uspehu. Ok. Ne? Mislim, dobro. Ne? Nekakšen odgovor je. Pa sem dobil veselje, ker to mi je tam padlo. In pazi, pa sem Roma, odkogo Sveti Frančišek Asiški od enega do drugega in je na 15 let postavljal to vprašanje zelo različnim ljudem. Đurčanu, ki je bil še premijer Madžarske, ne? Njegov odgovor je bil, Madžarska je most med vzhodom in zahodom. Pol je bil en poljski diplomat, ki sem njegovo ime pozabil, ampak imel veliko dvojnih v-jev, pa y-jev, pa z-jev noter. In on je rekel, mi pa papež Vojtila smo sesuli komunizem. Ne? Pol je bil nek senator Čorjoano v Bukarešti.
je bil tiste hiše, ki je zgradil Čaušesku, je bil pisarno, ki je dolga, kada dvorana, mislim, na za dolgo, 20 metrov. In on je rekel, da sem bil zadregi človek, bil poročen za novo operno pevko. In je rekel, ja, veste kaj, mi bomo zmanjšali moč evropskih sindikatov, zato ker mi več nimamo sindikatov in bomo s tem, ko imamo nizko celovno delovno silo, bomo pač pomagali Evropi postati kompetitivna. Veš, to je konkreten odgovor. Ja, jaz sem šel, veš to, sem kričal, že sem bežal, veš to, sem Dracula, in tako naprej, ne, skratka, nisem dobil, a zares, mislim, nobenega smiselnega odgovora, ne. Kaj je, dobro rekel, veš, nekaj, vsi smo hodili v Evropi, ne, tja, spreminjali smo ustavni red, a se spomniš to, pazi, spremljali si ekonomijo, zakonodajo, pravosodje, politično, vse samo zato, da si dobil stopnico Evropsko unijo. Kaj ti tja neseš, pa o tem nihče ni razmišljal, razen mene. Pazi, in pol sem že obupal. Ne? In pol je prišel zunanji minister Turčije, Ahmed Davutoglu, ki ga ne gre mešati s tem Čavušogljem, ki ga je Milena intervjuvala pred mano, ki ga je nasledil. Ne? Davutoglu je bil pametni človek. Ne? In to, veš, jaz sem ga vpraševal Turčija, Evropa, te protokolarne vprašanja, ki jih postavljaš zunanjem ministru, ki veš, da itak odgovori so brez veze. Ne? In potem smo končali ta protokolarni del in je bilo že konc, ne? Se je strekel, lahko še eno vprašanje. Pa rekel, ja, daj. In sem rekel, kaj je darilo Turčija Evropi? Pa je on tako rekel, a? Ja sem rekel, kaj je darilo Turčija Evropi? Kaj ste misliš? Sem rekel, ok, isto formuliral tako, kot zmeraj, ne? Kakšen je prispevek Turške republike k razvoju evropske ideje? Pazi, on je imel 10 svetovalcev, ki so tam tako, veš, pazili, ne, kaj boš vprašal ministra, ne, pa pravi unim, pa pejte na kavo, ne. Tako, dajmo se pogovarjati. Ne. Skratka, veš, on je odložil ta formalni plašč, ne, in je rekel, dobro vprašanje, tega me ni še nišče vprašal. Veš, za novinarja so te trenutki, ko se počutiš, genij. Da slišim, kaj mi imaš za reči, ne? Aš, jaz predstavljam svobodni tisk, ti si pač nekaj minljivega, tam nacionalni minister. Povej. In potem tako, in je paziti se zaustavil in je pomislil in je rekel, mislim, to bi jaz vklesal v kamen, ne? In je rekel, mi dajemo Evropi priložnost, ne, da vzame svojo zastavo, jo zabije na mejo s Sirijo, Irakom in Iranom in postane velika svetovna sila. Če sprejme Turčijo, ne, skratka, če najde način sobivanja z 80 milijoni muslimanov, ki so državljani gospodarsko razvite države in imajo drugo najmočnejšo vojsko v NATO, ne, potem je to velika svetovna sila. Mi to prenašamo, ne, z vsem tem, kar smo. Če se Evropa tako odloči, se lahko postavimo na meje in rečemo čez meje Evrope, ne, da vam ne pade na pamet. Okay. In potem je rekel, no, lahko se pa odloči tudi, da tega ne naredi in potem se bo do konca ukvarjala samo sama s sabo. In če tako, jaz sem šel, da sem obnemel, ne, sem rekel frajer. Mislim, tako. Mislim, nisi ti zastojen zunanji minister države z 80 milijoni, ne? Ja, sem ga pa Erdogan tudi zaradi teh idej pač deložil. Ne, sveda, normalno, mislim, pač, pa nisi držal tam, ne? Ok, so bile druge države, ne? Ampak, a veš to, to še zdaj mi hodi po glavi,
da nekako, da mi je Turk razložil, kaj je problem mojega kontinenta. Ne? In to je, da se boji biti velik in hudoben. Ampak se boji tudi biti majhen in dober. Skratka, da nima nobenih ambicij in zato konča pri tem, a veš, da se evropski kontinent, pazi, 500 milijarde ljudi, največji GDP na svetu, največji trg vseh časov, se ukvarja s tem, a bojo Poljaki ubogali zakone, ne. Ne? Mislim, a veš, ti pravim, moja iluzija, da če bi bila Turčija del nas, ne, pa mi del Turčije, bi Poljaki spoštovali zakone. Ampak tega se bojim, da ne bomo vedeli. A veš, tako pa smo pač eno zbolj ali manj nekim pritlehnim rasizmom Turke zavrnili kot ljudi nižjega ranga, ne, mislim, to nekaj, ker nima kaj delati z nami, ta pravimi belci, ne. Jaz mislim, da smo se zmotili, ne, kot kontinent, ne. In to zdaj pač plačujemo, veš, s temi, mi smo vzhodna Evropa, vi ste zahodna Evropa, da to so pravnice, ne. Ja, čeprav v ta koto ne spadajo, ne, ker če se mi hočemo ukvarjati sami s sabo, ne, pol moramo biti mi sami s sabo. In to je zdaj ta epizoda te Evropske unije. In vsake toliko se nekdo naveliča tega in gre po svoje, to je primer Brexita. Ne. In kar je še najbolj smešno je, ne more iti stran, ne, ker je vmes ta kanal in neke ribiške ladje tam. Ne. Tako da v bistvu zelo dobra analiza, sploh ne vem, kaj mi reče, ne. To je, da bo to bil car, ja. Ja. Mislim, epilog je bil, to je bilo na Bledu, ne? Da bo to bil takrat na enem teh diplomatskih žurov, kako se kliče, Blejski forum. Dodali so strateški zraven, ni bilo potrebno. In naslednji je prišel Čavušoglu, ne? Njegov naslednik, ne? In pazi, tam so ta bil drug šok, ne? Tam je bil pa predsednik Republike Slovenije na odru in je tam na odru rekel, so se pogovarjali pač o prihodnosti Evrope, o čem drugem. In je rekel, jaz osebno mislim, da Turčija nikoli ne bo članica Evropske unije. A veš, tako, tam si le imel zunanjega ministra Turčije, ne? In zdaj mu reči, da si ne imaš iluzije, če ti tle misliš, da boš kdaj v naši družbi. Ne? Tam se res človek vpraša, kako delujejo mehanizmi urejanja razmere med Evropo in ostalimi delimi sveta. In ta nejasnost, ne? To ima konsekvence. Sem bil na Tahrirju, to je bila revolucija, in sem bil tam s Hanijem Šukrovom, ki je bil urednik na Al-Ahramu, pol je nekaj napisal, da so ga nagnali, ne? In sva prijateljevala. Tahrir je v Kairu, samo za tiste, ki morda ne vejo. Ja, tu v mestu, za katerega je Erik enkrat rekel, da ima slab zrak. Ni bilo všeč. Neverjetno slab zrak. Ampak jaz sem ti tudi povedal, da če hočeš dihati dober zrak, greš v Švico, v Kairu greš zaradi drugih reči. Ne zaradi zraka, nihče ne gre v Kairu zaradi zraka. Pa se to bi bilo manj miru, ne. Ampak ne, tam so imeli revolucijo in isto je bilo, še en teh trenutkov, ko z veseljem padeš na vse finte in verjameš, da to je stik enega velikega sveta z modernostjo in zdaj bo vse drugače, ne. In pol je prišel Sisi, ampak okej. Ampak tam sva bila z Hanijem, ne, in jaz to gledal in ti prizori so bili veličastni in sem rekel, Hani, kaj misliš, da bojo v Bruslu rekli na to? Hani, more človek, ne, tako se obrne, ne. Fraj Ermin, koliko ljudi misliš biti? Sem rekel, veliko, 500 milijonov, ne. Je rekel, ja, mogoče 2. Sem rekel, ja, mogoče 2, ne. Rekel, ti si edini, ki se vprašuje, kaj bojo rekli v Bruslu. To je, mogoče so se vprašali, kaj bojo rekli v Londonu, kaj bojo rekli v Washingtonu, kaj bojo rekli v Bruslu, pa ne.
Zato, ki se je kontinent odpovedal temu, da kaj ima s tem, da lahko kaj reče, kar ima posledice. Ne? In pazi, še je bil prvi, Evropa je takrat imela zunanjo ministrico, ki je bila Angležinja in je predstavljala Evropsko unijo. Neka baronesa, ne? Podobnega, ne? Pozabil me, ampak ja. Človek pričakoval, da bo ona prvi tuji državnik, ki bo obiskal Egipt. Ne? Po revoluciji. Veš, da je bil prvi? Britanski premier, Cameron. Ne? Evropejci so potem prišli, potem, ko so že pri Angleži, pa Amerikanci, pa še, ko so že vse drugi opravili posle, pa je prišla še Evropska unija pogledati, kako stvari stojijo. Jaz še zmerno mislim, da je to narobe. Ne? In zdaj, pazi, ker sem bil letos poleti na Mačarskem, da je Mark Izaja vprašal to isto vprašanje. Ne? Jaz res upam, da bo on Orbanov pač nasprotnik vreden. Je karizmatičen, samo z intermezzo? Ma je okej. Je okej. Ja. In se ga vprašal tudi, Jašno, kako smo stojimo z evropsko idejo in njenim razvojem. Ne? In je rekel, da tle s tem pomisleko, ne? Rabimo FBI, rabimo Evropsko policijo, ki bo imela neodvisne kompetence, da gre kamorkoli in aretira kogarkoli hoče, če so zločini, ki grejo čez evropske meje. Rekel, to rabimo, ne? Rabimo pač človek je federalist. Ne? To pač rabimo zunanjo politiko, ko bo imela konsekvence, ne? Mora biti jasno, kako stojimo do sosedov, ne? Kako stojimo do zaveznikov, kako stojimo do skratka. Se mi zdelo, da ni pokopana, ne? Da s tem, ko je to zavezništvo konservativne politike in različnih cerkva, ne, tako dejansko spremenilo podobo vzhodne Evrope, ne, v zadnjih 10 letih, da s tem pač zgodba ni končana. Ne. Mi pač, ker smo 8 let se temu izognili, bomo mogoče malo dlje trpeli od ostalih, ne, bojo ostali prišli do načinov, kako spremeniti politiko pred nami. Ne. Ampak jaz mislim, da tudi ta družba ni zaostala v tem pogledu. Ne? Mislim, da potem, ko smo desetletja mislili, da smo najbolj razviti od vseh, ne? Da potem lahko zares pogledamo, do kakšne mere smo politično sposobni ene zrelosti, ne? Ki ne bo pripeljala do popolnoma komičnih situacij, ne? Da se kot država čez ameriške socialne te mehanizme na kompjuterju kregamo z Evropskim parlamentom. A veš, kako rekel, če bi polemika med slovensko vlado in Evropskim parlamentom potekala čez neko evropsko internetno platformo, bi rekel, ok, ampak da gre čez ameriško, ne, se mi pa zdi malo sramota. A veš, mislim to, vse tako, Facebook, Twitter, Instagram, moj najljubši vse. Ne, vse, kar češ, mislim, Evropa, kot da pri nas ni krščanstva. A veš, no, vse je importirano, vse platforme so ameriške, ne? In mi se čez ameriške platforme kregamo. Kdo ti je rekel? Ne? V zelo slabi angleščini. Sramotno slabi angleščini. To je problem, ne? Nekako. A veš, kako bi izgledal evropski Facebook? Tako, da bi tam imel vsaj 27 jezikov, ki jih nek algoritem, že ko so tako popularni, avtomatsko prevaja ves čas. V jezike vseh ostalih, a veš, to, kar je nekak ideja Evropskega parlamenta, ne? Mislim, to, da vsi pristanejo na to, da bo en drugega psovali v slabi angleščini, ne? Potem, ko so Angleži že šli ven, mislim, a veš, to ne gre, mislim, ne možeš reči, da je to nek velik civilizacijski dosežek. Jaz, ko so Angleži šli ven, sem napisal kolumno po svetu, sem rekel, treba je prepovedati v vseh organih Evropske
unija, skratka, v komisiji, v svetu, ne, v vseh agencijah, angleščina kot uradni jezik. Ni. Da si predstavljaš, grejo Angleži ven, uradni jezik komunikacije v Evropski uniji je angleščina. Francosko znajo sem še luzeri. Ampak se institucije zdaj ukvarjajo, mislim ne, če se ukvarjajo, napovedano je bilo, da se bojo, pa se najbrž šla, ko je šla Velika Britanija, ko je bil ta datum, katerikoli je že bil Brexit, in je to, ne, ad acta, ne? Ali angleščina sploh še ustreza kot jezik za raven komunikacije, kar se tiče med evropskimi institucijami, državami, članicami, pravzaprav vse, kar opisuješ, ne? In še kar jo imamo, ne? Ne gre samo za psovanje prek nekih ameriških platform, ampak še kar jo imamo. Evropa je resnično izgubljena tudi v tem pogledu. Ti si res depresivc. Ne, hočem končati za eno... Ponujem rešitev, ne? Jaz sem ti spil to vse. Spil si vso vodo, ja, v redu. Ne Vaza je vidiš, lepa. ne vidiš skozi to vazo sploh. Prej lepa. A ne super je vazo. On je optimist, on vidi. Ne, Jaz vidim polno. Jaz pa vem, da je prav. Sam vidiš, da je polno, jaz pa vem. Ne, ampak gledaj, bom te misli, veš kaj, navdahnil me ta tvoja kolumna, ta zadnja, ne, ti Karpati, pa sem se takoj spomnil na to knjigo, ne, zdaj bom pa povedal, kaj smatram, da smo pa mi dali svetu, ne. Smo zdaj mi, pač kaj smo dali Evropi, ampak svetu pravzaprav, ne. Smo lahko ponosni na to. Marija Todorova iz Makedonije, napisala sjajen doktorat, to je zelo znana knjiga na področju Balkana, jaz sem jo kupil v Beogradu, ne vem, če sploh dostopna v slovenščini, mislim, da ni, nažalost. Njen naslov je Imaginarni Balkan. Ona analizira pravzaprav, od kje pač je Balkan postal neke vrste psovka, mednarodna oziroma termin balkanizacija, ne? In balkanizacija kot termin po njenem pisanju, po njenih raziskavah, izhaja pravzaprav iz začetka 20. stoletja, ko so se različni odposlanci iz Velike Britanije, Francije, iz Zahodne Evrope, skratka, iz Nemčije tudi, ne, ukvarjali s temi našimi takrat še vedno samo lokalnimi vojnami, tako imenovane balkanske vojne, ne. Itak mi smo bili že predpražnik ali pa tudi v neka margina samega otomanskega imperija, dobro, ne Slovenija, ampak večji del Balkana pa, ne. Tako da vedno nek kotel, v kateremu se neki kuha, nikoli nič dobrega, balkanizacija, ne. In potem si misliš, okej, dobro, to smo očitno, so nas, njihova ideja je bila ta, prav od nekega britanskega lorda, ki je preučeval, kaj se pravzaprav na naših prostorih dogaja, je rekel, to so ti južnoslovani, neka slovanska plemena, ki so prišla iz tiste destinacije, naselila ta polotok, ampak oni nimajo evropskih vrednot. To bo vedno ta Balkan, to bo vedno neko barbarstvo, ne? In potem si misliš, dobro, ok, to so rasistične neke stvari, Zahod versus Vzhod in tako naprej, to je bilo ipak 100 let nazaj, pa jim malo tudi odpustiš, ne. Ampak jaz sem bil v Južnem Sudanu 2011, takrat je bil ta referendum in to je falirana država v vseh pogledih, ne. In ko je bil ta referendum, vzamem v roke nacionalni časopis, časnik The Citizen, v katerem civilna družba nagovarja svoje gospodarje vojne, ne, warlorde, da pač gledajte, zdaj imamo referendum za neodvisnost Južnega Sudana, potem bodo volitve, z božjo voljo spoštujte demokracije, nikar ne dovolite, da bi Južni Sudan zapadel v balkanizacijo. V Južnem Sudanu, ki bo absolutno zapadel v balkanizacijo, to sploh ni sporno, lepo, da nekdo trka na kolektivno vest, to se spoštujem, ampak da ti pol tam nariše še to in jaz to berem in pol nekako ne vem, komu bi zameril, ne, ampak pol pa pomislim, da v bistvu to berem zmačkan in da smo par dni nazaj si sposodili džip Združenih narodov, pa Georgeu Clooneyju ukradli kosilo in tako dalje, ogromno stvari. Skratka, in od teh 5, ki smo to delali, ne, sva bila 2 Balkanca. To se misliš bolgarska antropologinja in jaz.
In dva Američana in Italijan, sam da bo jasno, kakva je bila mednarodna sestava te male kriminalne tolpe. Ampak razumeš, na koncu se srečaš v Južnem Sudanu s to zadevo. Ne? In tle jaz vidim, da je zato mene zabavajo vse te stvari, ki se na nek način dogajajo, ne? Ker prej so nas recimo obsojali, omenil sem prej ta kanal, ne? In zdaj pravzaprav vidimo to balkanizacijo, marsik je tudi na Zahodu, za katero so mislili, da je tako zelo daleč stran od njih, ne tako kot smo mi do nedavnega mislili, da je Bližnji vzhod tako zelo daleč stran od nas. Ne? Ja, zato je urednik 10 izrav. Ni Albor. Ok, ne. Dinka, 2,15 metra. Ok. Študiral na Kubi. Posel pa prišel nazaj, ko so ga Američani so ugotovili, da je pameten, so ga še oni poslali v svoje šole. Ne? In je bil eden od arhitektov oblikovanja javnega mnenja za odcepitev Južnega Sudana. Ne? Eno največjih tragedij, ki se je zgodila človeštvu, tisto tam. Ne? In veš ta, skratka je vedel, o čem govori. Ne? To je odkar ni tam nekje sred divjine slišal po radiju tu za Balkan. Ne? Je študiral te reči. Ne? Časopis je bil proper, da. Ja, dober urednik. Sem da imaš okvir, ne? Zdaj pa pač kako razumeti Balkan, ne? Tako, za hip bi bil pameten, ne? Da je bil na Baščarši. V Sarajevu. Ja, Turška, ne? Popolnoma turška. Vse stvari sem že kupil v Turčiji. Veš, da tam imaš eno fontano. Ja. Česmo. Turški izraz, ne? To je Baščarski, Česmo, simbol otomanskega Sarajeva. Veš, da je naredil? En slovaški arhitekt piše Vitek, ne? Ki je pač nek češki arhitekt, najbolj otomanska, najbolj stara turška zgradba v Sarajevu je knjižnica. Češki arhitekt. Ne? Kdo je zidal oboje? Inženirski polk avstrijske vojske, ki je zidal tudi Terezijano v Trstu. Ne? In tudi eno popolnoma enako četrt, ko so se zidali v Lizboni po potresu 1895. In pol greš gledat druge otomanske zgradbe, so vse naredili Avstrijci. Ne? In tudi Baščarši. Ideja, da imaš tam je avstrijska. Tako kot jo vidiš zdaj, pol med vojno so se ravnali manj zemljo, to zdaj, to otomansko središče, ne? Sarajeva je zgradila pa Evropska unija. In to pa tudi vse, kar je Evropska unija zgradila, medtem ko so Avstrijci potegnili železnice, naredili železniške postaje, recimo na železniški postaji v Banja Luki, v njej je zdaj muzej moderne umetnosti. Ne? In Avstrijci so vzpostavili infrastrukturo moderne Bosne. Kot sodobne evropske države, ki se zaveda multikulturnih implikacij pač njenega nastanka. Ne? In je tudi Avstrijci so trčili ob vprašanje muslimanske vere. Ne? Niso mogli ne opaziti, oni tam se ne obračajo v Vatikanu, ampak Meko. Ne? Kaj zdaj s tem? Zdaj, ta prvi del zgodbe mi je enkrat povedal Ahmed Burič, ko smo se sprehajali. In je Bure, veš, Bure ima neskončno veselje z mano, ne, ker ne ima za primitivnega orientalista, taki kamorkoli pogleda, hoče videti islam. Tako kot ti, ki si napišeš džihad na majico, ki se sprehajaš po Teheranu. Ne. In ta drugi del mi je pa povedal ta mufti Grabovs, ki je zgradil džamijo tle v Ljubljani. Ne? In je pač eden zadnjih genijev, ki je hodil čez to državo
ki je vedel, ne, da če hoče, da Ljubljančani sprejmejo džamijo, ne, da mora narediti najlepšo in najbolj moderno zgradbo v mestu. Pol je v redu. Pa da se imenuje Islamski kulturni center, absolutno, pa ne ja, džami, ja. Tam gre v dom, tako. Sem ga jaz vprašal enkrat, kako, pravzaprav se rekel, ne razumem, jaz rekel, sem imel posla s muslimanskimi pač ločinami in interpretacijami vere, nekaj se razlikuje, pač ne vem, Egipt za Laskarjem na eni strani, muslimanskimi brati na drugi, pol to, kar imajo v Siriji, s tega skončnim zavezništvom različnih ločin, pa tako naprej, ne? Kako, da si rekel, te bosanske ne razumem, kako vi funkcionirate pravzaprav. To je bilo, ko so njega predstavili v Sarajevo za sarajevskega muftija, ne? In je rekel, kako ne razumeš, ne? Rekel, ne razumeš slovenske cerkve. Sem rekel, ja, ampak da vidim povezave. Rekel, veš, ko so Avstrijci prišli v Bosno, so seveda videli, tle so neki muslimani. Zdaj, če jih hočeš obvladati, mora to biti strukturirano. Zdaj, edina verska struktura, ki so jo oni poznali, je bila Rimokatoliška cerkev. Zato so tudi bosansko muslimansko skupnost organizirali kot katoliško cerkev. To je edina, rekel, muslimanska skupnost, ki je centralizirana, ne? A veš, ima na vrhu Rejsa in Ulemo in skratka imajo nadškofa, škofe in vse ostalo, tega nikjer drugje ne vidiš. Ne? Ampak to so, tako da Avstrijci niso samo naredili baščašije in knjižnice, ne? Skratka, dali otomanski pečat Sarajevu. Ne? So tudi muslimansko skupnost naredili za Evropejce razumljivo. Ne? Jaz v tem vidim Balkan. A veš, da je, mislim, to pač, da smo skregani med sabo, pač veš, da imaš te narode, ki ima vsak neko svojo identiteto in pa ima veselje nad drobnimi razlikami, ne? In da še in pa mi veljamo za divjake, ko se kada pocaj. Se hočemo podaviti, ne? Ma ja, okej. Mislim, kaj pa Nemci in Francozi, kaj pa Francozi in Angleži, mislim, kako je prav. Mislim, to je, če je kaj evropskega, ne? Je politika na Balkanu. Ne? To, bolj evropsko, ne mora biti. Ne? In je, pač, na nek način je to treba obvladati, seveda. Ne? Mislim, zdaj, zakaj se Evropske komisije in tem institucijam zdi, da tega ni mogoče vključiti, jaz ne vem. Ne? Verjamem, da če mislim, da bo to sesulo Evropo, ne? Bo, meni se ne zdi. No? Ne? Mislim, kolikor jaz razumem, če daš za to denarja, vse v redu. Ne, če lahko dajo neke vagone denarja Poljakov, ne vem, zakaj ga ne bi dali še Bosancem, Srbom in Makedoncem, ne? To spet ne košta, ne? Se jih je vse skup manjka Poljakov. In pomaj. In, ampak tle se zapletemo v neki, sem Buretu enkrat predlagal, da bi, Ašno ima tudi drugo plat, ne? Eno najbolj tradicionalnih krajev je v Sarajevu je Bečka kafana, to je Dunajska kavarna, stara mestna institucija, ki mislim, da nastala leta 2000. V hotelu Evropa, ki je popolnoma nov hotel, zraven Baščarše. Moj predlog je bil Buretu, da postavimo med tole Vitekovo fontano, ne, če smo, in Bečko kafano, ker res gleda, kot na Dunaju niso tako dunajske kavarne. In se rekel, da vmes postavimo spomenik Edvardu Saidu, ki čita orientalizem. Ne. Ker namreč to je, veš, prej sem govoril o naših sanjah v Evropi, ne, Evropejci pa na tak način sanjajo Orient, ne, in pa imaš Edvarda Saida, ki to pač razmozla, v čem je problem pač kolonialnega pogleda na Bližnji vzhod in vseh težav, ki izhajajo iz tega, da Evropa hoče vladati temu koncu sveta iz milijona razlogov. Nafta, Kristus, veš,
karkoli, ne. Vseeno, ampak tam nekako se vzpostavlja in vse se vzpostavlja na nekih sanjah o tem, kaj Orient je, ne, ki so vedno enake, ne. Če nekako so Avstrijci sanjali Orient in so naredili turško česmo, ne. In tle se mi ujamemo v to past, a veš, kaj smo tam okrog leta 90 je bilo zelo moderno govoriti, da mi nismo Balkan, ampak Evropa. Ja, jaz nikoli nisem popuščal te zgodbe. Tako čisto iskreno. Tudi ko je Rupel nenehno ponavljal, moramo iti v Evropo, ne? Ja. Je bilo to meni jako bizarno, kot da smo Azija. Ne, ampak veš, kaj je bilo zanimivo, kaj, še dobro nismo Balkan, ne? Zahodna Evropa pa tudi nismo, ne? Ja. Karkoli težko rečeš, ne? Ljubljana ni. Zakaj pa ne bi bili Balkan? Ne vem. Mislim, ok, gled, Avstrijci so postavili to v Sarajevu, ampak imaš pa ti sredi Dunaja, skoraj na ono Marija Hilfe, kaj je Štrase, ne? Imaš pa ti zelo spodobno kavarno, ki se imenuje Kot Seljak. Tako da, mislim, da je ta prostor, da ga lahko razširimo in potegnemo še tja, dokode so segli, za voljo šale, to govorimo, pa turški upadi. No, ampak veš kaj, jaz mislim, da neko skupno polje človeškosti lahko najdemo, ne, da na zgodovinskih temeljih po moje, veš, tam v Novi Gorici imaš Laščakovo vilo, Anton Laščak, doma z Ročinja, ne, je zgradil pol Kaira, ne, in sicer je Kadiveju, kralju, ki je gradil mesto zaradi Sueza, ne, v 19. stoletju, pa pol tudi na začetku 20. je hotel imeti evropsko četrt, ne, Gustav Balat, sredičen, ne, in se je najemil italijanskega, francoskega arhitekta, da so zgradili tam, to je od Tahrirja gor, ne, proti Hanarkaviliju, so zgradili evropsko mesto, ne, in potem je prišel Laščak z Gorice, ne, in rekel, ma dobro, kaj tle delaš imitacije evropske arhitekture, se imaš svoje parametre. Ne? Veš, kaj razmerja med vrati in stropom in trči je drugačno v islamski arhitekturi. Rekel, zakaj ne delaš, pač ne daš lokalno barvo temu, ne? In potem mu je Kadiva rekel, dobro, pa pokaži, kaj znaš in pol je naredil, pač med drugim Kraljevo palačo, pa v Aleksandriji Momtazo, ne, vsaj en del, naredil je Generali, to zavarovalnico, ki je na Talat Harbu, ne, pa še nekaj druge reče, mislim, da Master Bank, ne, in je, ampak kaj je naredil? Vzel je islamske parametre in potem v betonu delal moderne zgradbe, ki so izgledale orientalistično, ne. Skratka, imel si arhitekta iz Ročinja, ki je Kairčanom gradil islamistične zgradbe v njihovem evropskem delu mesta, ne. In potem se boš znotraj tega vpraševal o spopadu civilizacije. Kaj je prišel nazaj v Gorico, se je potem zgradil orientalno vilo po istih parametrih, ne. Če greš v Videm, ne, in greš na občino, te bo kap, zato občina zgleda tako kot džamija, mislim, šilasta okna. Zakaj? Zato, ker zgradil je arhitekt, ki ga je turški sultan, tam tudi na prelomu stoletja, ne vem, kaj je letnica, ampak na prelomu stoletja prejšnjega, ne, okrog leta 1900, ki je bil v Istanbulu potres, ga je najel zato, da mu je obnovil Istanbul. In potem je naredil vse te lepe rečičiček, pasaži, skratka to, malo evropsko, a tak je prišel v Videm in so mu rekli, naredi še občino, jo je naredil tako, ker mu je bilo všeč v Istanbulu, ne. In Laščak je pa naredil v Istanbulu mogoče najlepšo zgradbo v mestu od modernih, to je letna rezidenca egiptovskega vladarja, ki je bil sicer pod Angleži, Bog pomagi, ne? Ampak je na Bosporju, je taka prelepa, pravlično, kot tisočnja noč, ne, orientalna palača, ki je zgradil Goričan, mislim, oziroma z Ročinja, ne, doline Soške, ne, ki se je predstavljal kot Taljan, ne, jasno, ne. In zdaj, a veš, če ti iščeš znotraj tega, ne, mislim, bom rekel, moj pogled na to, ne,
Jaz se tam najdem doma, meni, ne vem, knjižnica v Prištini, ki deluje, pa je zelo fina zgradba, teda, iti naprej svetla, in imajo knjige, noter ljudi čitajo. Neverjetno, ne? Je ena najlepših evropskih zgradb, ki se je nekako preživela vse te vojne in zoprnije, in je tam, in je center enega zelo zanimivega intelektualnega življenja. Tam je zraven univerza, na kateri Neriman Kamberi predava francosko literaturo, recimo, ne, pogosto v knjižnici. Na njem boljše Hazi Reka, največjih fotografov 20. stoletja. Ne. Imaš na Kosovu, zdaj bo imel predstavo, da bo imeli v Prištini en festival gledališki in bo Jeton Neziraj. Ne, bo imel predstavo, ki je bila tudi v Ljubljani, krat že Balkan bordel. Ne. In bi si tako rekel, kako si en popolnoma odštekan kosovski režiser predstavlja Balkan in bordel. Kaj bi to lahko bilo? Ne? Veš, kaj je naredil norc? Vzel je Orestejo, vse 3 dele. Da mesto Agamemnona je dal Tačija. Mislim, to figura. Ne? In, pazi, mislim, vojak, ne, se vrne domov in ugotovi, kar pač imaš to Agamemnon nesrečen, ne, njegova žena ima sina, mislim, no, skratka, cel kup komplikacij, ne, ampak kaj se zgodi Bogemu temu komandantu Čekaja, ne? Mu pride domov in sin se vrne iz Nemčije, ne? In je gej z uhanom v uhu, ne? In skratka je pač se dogaja Oresteja naprej in je tragedija, klasično, ne? Ampak stvar je tako neskončno smešna, ne? Veš, no, ko vidiš, ko bi rekel, tako zares. Ampak pazi, bi človek rekel, veš, to je neka balkanska, si vzameš Orestejo, jo predstaviš v Prištino in evo ti, ne? 2 stvari. Ko je bila premiera napovedana v Prištini, je Društvo kosovskih veteranov vojaških je zahtevalo, da predstave ni, ker je žaljiva do naroda in njegove tradicije junakov, ki so padli za domovino, ne? In je bilo potem tako, da je premiera bila pod policijskim varstvom s tanki Kejfora, ki so stali v pripravljenosti, če bo revolucija. Sem pol ni bilo nič, ker se je to zmenil z veterani, da ne bojo solili pameti, ne. So razumeli, sem zavedel, da njim to ne gre, ne. Boš rekel, taka lepa balkanska zgodbica ima veliko še odvodov, pol imajo umori ljudi, ne. Ampak drugi del, ne, to bo turneja zdaj, ne, Balkan bordela, je končala, se bo v Lamami v New Yorku, kjer je že bila predstava, to je Off Broadway, to je prelepo gledališče, ne. Tam je bila recimo prva premiera Hera, pa Jessica je superstara. Jeton je to zgodbo pripeljal v enega od centrov, polk je bil že v Berlinu, pa v Parizu, ne, kjer jim je pač razložil, da ja, mislim, Balkan je lahko tudi grška tragedija, če hočeš, ne. Mislim, dimenzije tega prostora so zelo, bežijo pred stereotipi in predstavami in sanjami, ki jih imamo eni od drugih, ne. In že spomnimo se nerelevantnih stvari, ne. A veš, Jeton, ki je velik umetnik, ne, je pač zgodbo svojega naroda pripeljal tja, kjer vsak režiser v svoji karieri naredi, ne, vzame grško tragedijo in jo interpretira skozi svojo socialno izkušnjo in jo potem proda Amerikancem, ker se to tako danes dela, ne. In ne gre tega tako šahovsko nekako razporejati, pa v tem prostoru videti samo te predsednike republike in premijeje, ki se pogovarjajo med sabo, ne. Ignorirati pa par točk, ki ta prostor definirajo in ga definirajo za nas vse, ne.
kar se mene tiče, če se že treba s čim ukvarjati na Balkanu, Srebrenica. Ne? A veš, ki je enakovredna zgodba holokaustu, ne? Ki je temelj zahodnoevropske civilizacije. A veš, mi smo na tem gor zrasli, ne? In na rezultatih holokausta. Ne? In ignorirati Srebrenico kot skrajno točko, ne? Razvoja politik, v katerih Evropa sodeluje zgolj kot opazovalec, ne pa gospodar, ki reče stop. Ne? Ker vsi so pričakovali, da to ni možno, ker bo Evropa intervenirala in rekla, ne, na našem kontinentu smo rekli, se to ne bo več zgodilo. Ne? In so se potem odločili, da je to del nekega drugega kontinenta in če greš ti poslušaj sodobne evropske politične razprave, ti bojo, zakaj je treba obdržati, ne, Evropo kot enoten mehanizem, zato ker v Evropi že 100-letni bila vojna od leta 45 naprej. Ne. Srebrenici niti ne daš statusa vojne, niti ne daš statusa nečesa, kar se je zgodilo. Ne pozabi, da je Evropa dobila, torej Evropska unija, ne, v njenem imenu prevzela, mislim, da Evropska komisija, Nobelovo nagrado za mir, ker toliko in toliko let ni bilo vojne. Ne. Ja, torej, za literaturo je pa dala... jo je pa dala... ja. Okay, tako da, veš ne, tle, nekaj je Andrej Ule, sem ga srečal na enih protestih tam, veš, to je star profesor filozofije, ne? Eden najbolj modrih Slovencev. Sem rekel, pa zakaj si tukaj? Ne? Ker je bil že leta 68 na protestih. Ne? In je rekel, ja, tatično čutim potrebo biti del, ne? Tega rezistence. Ne? In se je rekel, dobro, kaj nisi bil že leta 68. Ne? In je rekel, ja, veš, da človek ne mora zbežati svoji lastni zgodovini. Ne? Mislim, ni teorija, ne utečeš temu, ne? Ampak ne zbežiš tudi tako, če se ne soočiš z njo, z vsem. Ne? In je meni se zdi, da če hočeš imeti evropsko perspektivo svojo, ne? Moraš reči, vse je naše. Ne? Ja, Benetke, z unimi konji, ko so jih Benečani ukradli v Bizancu in popeljali sem. To veš, mislim, Benetke so nastali tako, da so Benečani izropali Bizanc, zato ker jim niso plačali, da vozijo križarje v sveto deželo, ne? In pa se nekdo lahko pa izropati Bizanc, ki je bilo krščansko mesto. Ne? In so odnesli vse, vključno z unimi 4 konji, ki so jih tam pustili še Grki. To je naše, mislim. Ne? Ampak dokler jaz mislim, ne vzamemo vse te zgodovine kot našo zgodovino, ne? In cincamo o tem, do katerega metra te reke, kaže, Kolpa, ne? Je naše in kje je njihovo, ne? S tem ne prejš prav daleč, ne? Mislim, vse je naše. To je edin način, da razumeš sebe v tem džunglusu in pol organiziraš neko rezistenco proti temu, da se tvojega prostora, ne, popadajo odjozne politične ideje. Jaz bi to pustil za res zaključne besede. A ni preveč resno. Nekje, jaz bi, veš kaj bi priporočil, eno boljših knjig, ki sem jih mene, če rekel tako, vzvelo, da se te prilizujem. Ampak bi pa definitivno, bi res bi priporočil, malo se hecam, ampak izjemno dobra knjiga, res neverjetno dobra knjiga, njegova Pot na Orient, ne? Ko se začne, če se spomnim, v obleganem Sarajevu. Ne? Ne? Ne, se začne Kje sta Spure to neskala, kje so boljši čevali? Ne razum čorko. Ne, ampak začne se s Klaudijo Roden. Klaudijo Roden na Zamaleku v Kairu. Kjer je, kako bi rekel, Judinja, Kajarčan, rojen. In odrasla tam. Potem pač šla
sobe iz mesta po letu 47, ne, razlaga, kako je imela v Kairu, kako je v Kairu jedla potico, ki jo je pekla njena, kako se reče temu, to, kar imajo otroci, niso negovalke, to imajo stari. Varuška, bravo. Ja, mislim, bila tudi negovalka. Ne, Varuška. A ja, ne, njena ja, je Varuška. Varuška. Marija Koron iz Prvačine, ki je bila Aleksandrinka, ne? In je pri njih je njo in njenega brata vzgojila. Ne? In je, rekel, z njo se začne zgodba o poti na Orient. Ne? Mislim, ta ideja, veš, da je ta svet, ne, nam kaj tuj, ma ne se šali. Rekel, kulturni dom v Prvačini so zgradile Aleksandrinke, ki so iz Kaira pošiljali domov. A veš, mislim, zemlja na Primorskem, ki se je ohranila v slovenski lasti pod fašizmom, se je ohranila zaradi Aleksandrin, ki so hodile delati v Aleksandrijo in Kairo v času, ko je bil Egipt bogata dežela, ne? In so delali to, kar zdaj Ukrajinke delajo v Italiji in zahodni Evropi, a veš, da se jih tako kar potem na hitro odpravi kot prostitutke, ne? V resnici so pa to ženske, ki skrbijo za ostarele ljudi, za denarje, ki so sramotni, zato ker so propadli socialni sistemi, ki jih morajo varovati. Ne? Mislim, ampak tako, naše vizije so tukaj, a veš, so stare in bogate. Ne? Zato ti, mislim, ja. veš, lahko gremo nazaj, tako da smo prišli, lahko gremo v Pridnjestrsko republiko, nedvomno našo domovino, ne? Lahko greš tudi naprej, čez Iran, odkud so prišli Romi iz Indije, ki so klesali kamne in so tudi del nas. Ne? Ampak prav tvoja pot na Orient, seveda v več časovnih, mislim v nekem časovnem obdobju, ampak ne narejena ne enkrat, ne? Pa te pelje od Sarajeva, ne? Mislim, da si prišel na koncu do Mašada, ne? Vzhodni Iran. Ja. Do tam, ne? Jaz bi še enkrat res priporočil to knjigo, se ne vem niti, če ni razprodana, če se jo da še nabaviti, vsekakor po knjižnicah. Hvala Bogu je velika redkost, ja. Je? Komplimenti za to. Če ima prav kdo kakršnokoli vprašanje, ki bi ga rad zastavil tukaj, ne pa recimo, vse veste, vedno sledi pač tudi malo neformalnega druženja, še vedno lahko tudi kaj pokramljamo. Jaz se zavedam, da smo bili malo dolgi. Jesus. Ja, mislim, vedno je tako. Jaz sem prej lagal, sem prav vedel, da ni šans. Ker to je vedno je tako, ja. Ampak je super. Se folk ni odkorakal v stran, oziroma se niti ne vidim, ker so te luči tako močne. Tako da, v bistvu, ja, če se le da pot na Orient in tako naprej, ne. Jaz bi se ti na tej točki zahvalil, no, mislim, res veliko si dal tudi meni ponovno. Hvala ti, ker si vzel čas, nam razložil precej stvari. In hvala vsem vam, ki ste bili danes z nami, oziroma ki nas gledate prek video posnetka. In se vidimo v kratkem. Najlepša hvala. Hvala ti.